Ležeči akt gole lepotice italijanskega umetnika Amadeja Modiglianija so prodali na dražbi avkcijske hiše Sotheby's za $157,2 milijona. Največja slika umetnika je dosegla najvišjo ceno v zgodovini te avkcijske hiše, velja pa za četrto najdražjo umetnino prodano na dražbi. Na njej je upodobljena ženska na belem pregrnjenem ležišču, ki preko rame zre v gledalca. Slika je sicer bila del serije, v kateri je Modigliani na novo vzpostavil akt moderne dobe. Leta 1917 so serijo prvič razstavili in povzročili šok pri javnosti zaradi čutnih podob. Danes pa spada med najpomembnejše dosežke sodobnega slikarstva. Modigliani velja za tretjega najdražjega umetnika, takoj za Leonardom da Vincijem in Pablom Picassom. Tajvansko sodišče je obsodilo nekdanjega predsednika Ma Ying-jeouja na 4 mesece zapora zaradi uhajanja informacij v zvezi z nacionalno varnostjo. Ta se je sicer nad sodbo že pritožil in napovedal, da se bo zapora rešil s plačilom globe. Ma od leta 2016 ni več predsednik, sodišče pa je ugotovilo, da je kršil zakon o nadzoru informacij, saj naj bi širil zaupne informacije o nacionalni varnosti. V skladu z zakonom se res lahko reši zapora, če plača $120,000 globe. Enomesečni protesti v Nikaragvi so do zdaj že močno prizadeli lokalno gospodarstvo in turistično industrijo. Proteste v glavnem mestu in drugih mestih, ki so se začeli sredi aprila, so sprožili novi ukrepi za socialno varnost. Čeprav se je predsednik Daniel Ortega pozneje odločil ukiniti varnostne ukrepe, protestov niso prekinili. Med nasilnimi konflikti pa je bilo ubitih vsaj 51 ljudi. Negotov položaj je resno škodil turistični industriji v državi, obiskovalci so skorajda zapustili številne turistične atrakcije. Gospodarstvu so prinesli ogromno negotovosti in prizadeli tako potrošnike kot vlagatelje, povzročili so delno družbeno in gospodarsko paralizo, zlasti pri proizvodnji in naložbah.